Dragi brate in sestre v Jezusu Kristusu, današnje Trubarjevo bogoslužje bo potekalo po bogoslužnem redu Primoža Trubarja. 8. junija smo, kot veste, praznovali njegov rojstni dan. Danes se bomo s psalmi, molitvami, z hvaležnostjo zbirali pred Božjim obličjem in pričakovali njegovo delovanje v naših srcih, v naših mislih in v našem življenju. Spoznali bomo, kako je Trubar cenil Božjo besedo, kako je v 16. stoletju potekalo bogoslužje, pri katerem so se zbirali naši predniki in naj nas ta misel vodi skozi današnje druženje o Božji besedi. Našo Božjo službo začnemo v imenu Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Amen. Pozdravljam pa vas s Trubarjevim pozdravom, ki se glasi: vsem Slovencem milost, mir, usmiljanje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu. Amen. Psalm 47. Vsa ljudstva, ploskajte z rokami, vzklikajte Bogu z glasom priskanja. Zakaj Gospod, najvišji, je strašen, velik kralj nad vso zemljo. Pod nas spravlja ljudstva, narode pod naše noge. Izbira nam našo dediščino, ponos Jakoba, ki ga ljubi. Bog se je vzdignil med vzklikanjem, Gospod med donejnem roga. Prepevajte Bogu, prepevajte. Prepevajte Bogu, našemu kralju prepevajte. Zakaj Bog je kralj vse zemlje. Pojte pesem pouka, Bog kraljuje nad narodi. Bog sedi na prestolu svoje svetosti. Knezi ljudstev se zbirajo, ljudstvo Abrahamovega Boga, zakaj ščiti zemlje pripadajo Bogu, nad vse je povzdignjen. Psalm 145, vrstice 1 do 13. Povzdigoval te bom, moj Bog, o kralj. Slavil bom tvoje ime na vekov veke, vsak dan te bom slavil. Hvalil bom tvoje ime na vekov veke. Velik je Gospod in zelo hvaljen. Njegova veličina je nedoumljiva. Rod za rodom bo slavil tvoja dela. Tvoja mogočna dela bodo oznanjali. O sijaju slave tvojega veličanstva, o tvojih čudežih bom premišljeval. O moči tvojih strašnih del bodo govorili. Pripovedoval bom o tvojih velikih dejanjih. Spomin na tvojo veliko dobroto bodo izrekali, zaradi tvoje pravičnosti bodo vriskali. Milosljiv in usmiljen je Gospod, počasen v jezi, velik v dobroti. Gospod je dober do vsakega, njegovo usmiljenje je nad vsemi njegovimi deli. Gospod, zahvaljevala se ti bodo vsa tvoja dela, tvoji zvesti bodo slavili. O slavi tvojega kraljestva bodo govorili, o tvoji mogočnosti bodo pripovedovali, da dajo spoznati človeškim sinovom tvoja mogočna dela. Slavo sijaja tvojega kraljestva, tvoje kraljestvo je kraljestvo vseh vekov, tvoje vladarstvo skozi vse rodove. V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, ki je sedel visoko na zvišenem prestolu in njegova vlečka je napolnjevala svetišče. Nad njim so stali serafi in vsak je imel po 6 peruti.
z 2 si je zakrival obraz, z 2 si je zakrival noge in z 2 je letel. Drug drugemu so sklikali in govorili: Svet, svet, svet je Gospod nad vojskami, vsa zemlja je polna njegovega veličastva. Podboji vrat so se stresali od glasu sklikajočih in svetišče je bilo polno dima. Tedaj sem rekel: Gorim mi, izgubljen sem, ker sem mož z nečistimi ustnicami, prebivam sredi ljudstva z nečistimi ustnicami in so moje oči videle kralja, Gospoda nad vojskami. Tedaj je priletel k meni eden izmed serafov in v svoji roki držal žerjavico, ki jo je bil s kleščami vzel z oltarja. Dotaknil se je mojih ustnic in rekel: Glej, tole se dotaknilo tvojih ustnic, tvoja krivda je izbrisana, tvoj greh je odpuščen. Nato sem slišal glas Gospoda: Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Rekel sem: Tukaj sem, pošlji mene. Rekel je: Pojdi in reci temu ljudstvu: Poslušajte, poslušajte, a ne razumevajte. Glejte, glejte, a ne spoznavajte. Otopi srce temu ljudstvu, poteži mu ušesa, zatisni mu oči, da ne bo videlo s svojimi očmi, ne slišalo s svojimi ušesi, da njegovo srce ne bo razumelo, da se ne bo spreobrnilo in ne bo ozdravelo. Rekel sem: Doklej, Gospod? Rekel je: Dokler ne bo do mesta opustošena in brez prebivalcev, hiša brez ljudi in dežela opustošena puščava, dokler Gospod ne požene ljudi v daljavo in ne bo v deželi velika zapuščenost. Med njimi pa je 10, ki se bo spreobrnila in bo izvzeta. Kakor od terebinte in od hrasta, ko jo podro, ostane korenina, bo njena korenina sveto seme.